pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je kandidatka za poslanko v Evropskem parlamentu na listi stranke SDS, Zala Tomašič, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj. Prvo pa namenjamo pravzaprav aktualni situaciji včerajšnjega dne, ko je policija vstopila zjutraj v stanovanje vaših staršev in na televizijsko postajo Nova 24, kjer sicer vodite tudi eno od oddaj. Kaj se pravzaprav dogaja? Kaj tacga se v nobeni normalni državi ne bi smelo zgoditi. Prišli so hišna preiskava, Borisu so zasegli računalnik in telefon, ki jih še vedno nima. Tako da jaz mislim, da ta vlada je s tem pokazala, da res bo šla preko vseh mej, da utiša vsakogar, ki se ne strinja z njo, pa je vsaj majčken kritičen do te vlade, kaj šele, da poročaš tako, kaj je ta vlada, vemo, no, da je zelo brezbrižna do volje ljudi in tako naprej. Jaz vabim vse podpornike Nove 24 TV, da pokažejo podporo celi ekipi, Borisu, in da pridejo v soboto na srečanje podpornikov v Snovik ob 12. Jaz sem izjemno hvaležna, da me je stranka prepoznala kot mlado, ki ima potencial, da so me dali na listo. Jaz mislim, da to tudi zelo veliko pokaže mladim, da se da imamo tudi mladi mesto v politiki. Ne nazadnje stvari, ki se sprejemajo v politiki, imajo največji vpliv ravno na prihodnja leta in na nas mlade. Tako je, vse skupaj, če se štejem, sta bile to dobri 2 leti in pol. Najprej leta 2018-19, ko sem delala pripravništvo pri raziskovalnem centru Evropske ljudske stranke in pa na projektu Evropske komisije. Potem pa še leta 2021, ko je tudi Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, sem bila pa na stalnem predstavništvu Republike Slovenije. Ja, jaz mislim, da je to tudi veliko prihaja strani medijev starejših. Mladi, se strinjam, deloma niso zainteresirani za politiko, deloma jaz tukaj krivim tudi naš šolski sistem, ker se premalo učimo o tem. Jaz vem, da posebej v gimnaziji skoraj ni govora o naši državi, tudi kar se tiče zgodovine, osamosvojitev komaj predelamo, kaj šele tega, da bi prišli do članstva v Evropski uniji. Tako da tukaj je mogoče šolski sistem treba spodbuditi, da bi nas več naučil, več učil o domovini, o državljanski vzgoji in tako naprej. Deloma pa so mladi tudi vedno bolj zainteresirani, če ne drugega. Mi vidimo tudi v Slovenski demokratski mladini, pa jaz tudi na terenu, vsak dan v času kampanje sem na terenu, k nam pristopijo mladi, tudi oni so nezadovoljni s to vlado, tako da jaz mislim, da tukaj se obračamo v pravo smer. Tako je. Dodiplomski študij v Ameriki, v Iowi na Grinnell Collegeu, podiplomski pa v Londonu, na King's College London. Obe zelo neverjetni izkušnji, ki ti data nek drug pogled potem na svet in predvsem na domovino. Bom rekla manj. V Združenih državah Amerike se ti po 4-letnem dodiplomskem študiju osamosvojiš. Večinoma imaš ponudbo za službo, dobiš že med 3. in 4. letnikom, ko opravljaš pripravništvo. Tako da, ko ti diplomiraš nekje pri 22-23 letih, imaš že redno zaposlitev. Tudi plače so tam manj obremenjene in je tudi potem lažje najti stanovanje. Ja, jaz mislim, da tukaj rabimo dati večji poudarek na družinski politiki, da ustvarimo okolje, v katerem se mladi lahko osamosvojimo prej. Zdaj se v Sloveniji osamosvajamo izjemno pozno, okoli 30. leta, mislim, da. Tako da jaz mislim, da tukaj ena od stvari je definitivno plačna reforma, to bi mogla vlada storiti, in pa omogočiti mladim, da pridejo do stanovanj, da imajo neko normalno plačo, s katero lahko preživljajo sebe, partnerja in pa tudi otroke. Pa tukaj jaz tudi absolutno spodbujam vso pomoč mladim družinam in posebej velikim družinam. Obstajata samo 2 spola, to je biološko dejstvo, moški in ženska, samo ženska je lahko mama, samo moški je lahko oče.
Tako da tukaj mislim, da vse drugo je pa samo ideološka debata, katero nam hoče levi pol vsiljevati in nas odvračati od dejanskih problemov, s katerimi pa bi se mogli ukvarjati, pa verjamem, da jih bova v nadaljevanju pokrila. Absolutna podpora Ukrajini. Tudi moja stranka SDS, pa vemo, takrat je bil predsednik vlade Janez Janša, je takoj se odzvala odločno. On je odpotoval kot eden prvih v Kijev, pokazal močno podporo. Tukaj jaz zagovarjam, da je treba Ukrajino podpreti do konca. Ne vsezadnje ona varuje naše meje, bori se za demokracijo, eno vrednot Evropske unije, pa tudi Slovenije. Mi se moramo zavedati, da se je treba povezovati s tistimi naravnimi zavezniki, ki jih imamo. Združene države Amerike so tukaj definitivno naš zaveznik, seveda pa moramo poskrbeti, da nismo kot Evropska unija v podrejenem položaju. Tako da tukaj rabimo bolj odločno zunanjo politiko, ampak kar se pa tiče obrambe, pa mislim, da je NATO res dodana vrednost vsem državam, ki so članice. Tukaj predvsem treba ločiti med legalnimi in ilegalnimi migracijami. Vemo, da je vojna v Ukrajini. Vsa naša solidarnost gre k Ukrajincem. Evropska unija je sprejela ogromno beguncem, ki jim nudi pomoč, ampak te begunci se tudi želijo vrniti v Ukrajino. Pa treba je tudi pogledati, ko pogledamo demografijo beguncev iz Ukrajine, so to večinoma ženske in otroci. Moški so ostali v Ukrajini, se borijo za svojo državo, za svojo domovino. Imamo pa v Sloveniji pa v Evropski uniji pa velik problem z ilegalnimi migranti in tukaj to je treba ustaviti. Sedaj ne vemo, kdo prihaja k nam, iz kje prihaja, nimamo nobenih podatkov o tem in to ogroža našo varnost. Za ilegalne migrante definitivno. Jaz mislim, da če se ne motim, Računsko sodišče je leta 2017 dalo podatek, da en ilegalni migrant stane na mesec 2000 evrov. Kar se tiče ilegalnih migracij, jaz mislim, da že sama definicija pove, da je to ilegalno, tako mora biti tretirano. Če je nekdo nezakonito prestopil našo mejo, ne sme biti v tej državi. Tukaj lahko govorimo, kot prvo, kot smo omenjali, migracije, ustaviti ilegalne migracije. Jaz tukaj podpiram, da bi se bolj zaščitile zunanje meje Evropske unije, tako da znotraj Evropske unije mi še vedno lahko uživamo proste prehode meje in varnost. Filtrirati bi bilo treba, če temu lahko tako rečem, kdo je ilegalen, legalen migrant, kakšen status ima na zunanjih mejah Evropske unije. Drugo pa je, kar so pa že spregovorila, ideološki boji ne spadajo sem, LGBT ideologija ne spada v šole, treba je zaščititi naše krščanske vrednote, ker ne vsezadnje brez krščanskih vrednot ni Evrope. Evropa je bila zgrajena na temu in brez tega Evrope, kot jo poznamo, ne bo več. Mi definitivno podpiramo v SDS-u jedrsko energijo, tudi predlagali smo posvetovalni referendum na to temo. Tako da to je definitivno ena izmed možnosti, seveda pa tudi nadaljnji razvoj drugih tehnologij, da vidimo, kaj so druge možnosti. Je pa pri zelenem prehodu treba poudariti, da mora biti življenjski. Iz Bruslja velikokrat prihajajo določene zahteve, ki pa ne odražajo potem realnosti naših ljudi. Treba je zaščititi naše podjetnike, da bojo konkurenčni, treba je zaščititi naše kmete. Zeleni prehod, da prihaja, ampak res je treba v ospredje postaviti tudi človeka, ki se bori vsak dan za preživetje, tako da na to ne smemo pozabiti. Jaz po mojem mnenju ne. Prepovedi niso smiselne, če narediš nekaj, da bo smiselno, da je cenejše, potem trg to sam naredi. Naprimer, če dam za primer, pa mogoče se bo slišati absurdno, ampak uporaba kočij ni prepovedana. Vendar je v današnjem dnevu nihče ne uporablja, zaradi tega, ker ni ekonomsko smiselno. Tako da tukaj za prepovedi nima smisla. Pa še nekaj bi opozorila, električni avtomobili so izjemno dragi in to je za povprečnega državljana velik strošek.
tudi nimamo ravno trga rabljenih električnih avtomobilov. Tako da, kot sem rekla, zeleni prehod prihaja, ampak mora biti življenjski. Mi moramo razmišljati o nekem povprečnem državljanu Slovenije, Evropske unije, o realnem stanju. Vemo, da ogromno ljudi živi z meseca v mesec, od plače do plače in da mi samo, ali pa da iz Bruslja prihajajo neke nerealne zahteve, ravno njih najbolj udarijo po žepu. Tako da mi moramo imeti v ospredju človeka. Res je, pri tem je pa treba tudi opozoriti, da že sam proračun Evropske unije ni nek velik proračun. Tako da tudi, ko rečemo, velik del gre za kmetijstvo, ampak sam proračun ni tako velik. Je problem, tukaj moramo poskrbeti, da je glas Slovenije glasnejši. Jaz vedno rečem, rabimo več Slovenije v Bruslju, manj Bruslja v Sloveniji. V Sloveniji vemo, da imamo male kmetije, tudi znotraj Slovenije se kmetije zelo razlikujejo. Imamo gorske kmetije, imamo kmetije na ravninskih delih, na Krasu je drugače, tako da tukaj moramo imeti v mislu in rabimo zagovarjati svoje interese. Tukaj je samo en odgovor in to je, rabi se transparentnost. Če se ve za vsak evro, iz kje je prišel, kam gre, kako se namenja, da je vse to tudi javno dostopno, če gre za javne finance, jaz mislim, da potem tega problema ne bi bilo. Ja, vsaka država je suverena država in tudi v vsaki državi imamo različne standarde življenja. Tako da jaz mislim, da to mora ostati, se mora reševati znotraj vsake države članice, zaradi tega, ker vemo, in plače so drugačne, življenjski stroški so drugačni, tako da to ne moremo celotne Evropske unije primerjati. Tako da tukaj v tem delu, da bi bila ena minimalna plača za celo Evropsko unijo, ne pride v poštev, ker so situacije znotraj držav članic različne. Absolutno proti. Evropska unija je združenje suverenih držav članic in tako mora tudi ostati. Tudi jaz vedno rečem, jaz sem najprej Slovenka, potem Evropejka. Moramo graditi na tej evropski skupnosti. Jaz sama sem živela v Združenih državah Amerike, tam je bila moja cimra iz Indije in ko si z nekom iz res druge kulture in vere, spoznaš, da smo vseeno si kot Evropejci veliko bolj podobni kot naprimer z nekom iz Indije. Ampak še vedno se pa moramo zavedati, da smo samostojna država, da je Evropska unija združenje samostojnih držav, tako da sem absolutno proti predlogu, da bi postala bolj federativna. Glede zunanje politike se strinjam, da rabimo bolj strateške usmeritve, rabimo vedeti, kaj si želimo doseči. Moramo se zavedati, da je v interesu ostalih akterjev v zunanji politiki to, da je Evropa šibka. Mi kot Evropska unija trenutno se pogovarjamo v zunanji politiki iz položaja šibkosti. Energetsko smo odvisni od Rusije, kar se tiče elektrifikacije električnih avtomobilov in to postajamo in sončnih panelov postajamo odvisni od Kitajske. Vojaško smo precej odvisni od Amerike. Tako da, če začenjamo pogovore o mednarodni politiki iz takšnega položaja, ne bomo ravno uspešni. Tako da tukaj moramo postati bolj odločni in moramo rešiti stvari. Ko govoriva o varnosti, ne ni samo glede migracij pa vojaške varnosti, tudi prehrambena varnost, energetska varnost pa kibernetska varnost. In na temu se moramo posvetiti. In jaz tudi upam, da bojo to glavne teme teh evropskih volitev, ne pa naprimer referendumi ali pa splav, kot to želi narediti levi politični pol. Jaz absolutno mislim, da moramo ločiti to, kar so mednarodne organizacije ali pa suverene države. V današnjem svetu se je tudi naprimer pri vojni v Ukrajini pokazala moč zasebnega sektorja. Tudi nekatera zasebna podjetja postajajo močnejša kot same države. Tako da to so res tak unikaten čas v mednarodnih odnosih. Nimamo samo državo, ampak tudi zasebni sektor ali pa mednarodne organizacije pridobivajo na moči, ampak jaz tukaj mislim, da, kot sem rekla že prej, da vse država, kot je taka, ima neko svojo posebno moč, moramo obdržati svoje suverenosti, kar se tega tiče. Jaz si želim, da bi
se delegacija SDS-a povečala. Trenutno imamo mi dva evropska poslanca, Romano Tomc in dr. Milana Zvera, ki zelo dobro opravljata svoje delo, sta glasna zagovornika slovenskih interesov. Nažalost, pri drugih strankah ne vidim tega tako. Tako da res upam, da se glas SDS-a v Evropskem parlamentu poveča in da povečamo našo delegacijo. SDS je članica Evropske ljudske stranke, tako da, če sem izvoljena, bom del poslanske skupine EPP-ja. Jaz mislim, da se je to zelo dobro pokazalo, ko se je komisarka Vera Jourova vmešala v naše ustavno sodišče glede RTV-ja. Tako da tukaj upam, da bo nosila odgovornost. Pa kot sem že omenila, večkrat Evropska komisija je morda v tem mandatu prevečkrat posegla v pristojnosti držav članic, posebej kar se tiče družinske politike, in tudi ta poseg Vere Jourove je bil pa absolutno absurden in se ne bi smel zgoditi. Tako da tukaj je res pomembno, da ohranimo svojo suverenost. Ob tem pa naj poudarim, da močno podpiram članstvo v Evropski uniji, ker s tem je Slovenija ogromno pridobila. Definitivno. Mislim, da v Sloveniji imamo problem s cenzuro, svobodo govora. Če ne drugega, je bilo ravno v oddaji Kdo vam laže, je bil Miloš Milović, ki je javno povedal, da se je Aleksander Čeferin vmešal pri njegovi objavi intervjuja v časniku Večer. To je samo eden od primerov. Vemo, da se pojavljajo tudi primeri cenzure na socialnih omrežjih, tako da je nimamo samo v tradicionalnih medijih. Pa tukaj jaz res pozdravljam ta projekt Nove 24 TV, ki je prinesla vsaj malo pluralnosti v naš medijski prostor. Da rabimo več slovenskih otrok, pa manj ilegalnih migrantov, da rabimo več stanovanj, pa manj azilnih domov, da se potrebujejo višje plače, višje penzije, pa nižji davki, predvsem pa več Slovenije v Bruslju, močnejši glas Slovenije v Bruslju, pa manj Bruslja v Sloveniji. V medicinske namene daje že urejeno, drugače proti. Ne. Ne. Zala Tomašič, hvala za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu in dober volilni rezultat vam želim. Najlepša hvala za povabilo. Jaz tudi povabim vse gledalke in gledalce, da se 9. junija udeležijo volitev in da obkrožijo listo SDS ter da skupaj spravimo Slovenijo in Evropo nazaj v normalnost.